Dom starejših občanov Krško je eden tistih, ki jih Krkini prostovoljci obiščejo vsako leto in jim posvetijo posebno pozornost. Nekaj se jih je odpravilo na sprehod s stanovalci na invalidskih vozičkih, mi pa smo se pridružili skupini, ki se je preizkusila v lončarskih spretnostih. Je zelo lepo in nikdar nisem to delala, ker ni bilo časa. Zdaj se mi pa kar dopade, da vam čisto odkrito povem. Ne? In imamo doma obrt, keramika, lončarstvo in se mi zdi, to je ena taka zelo lepa dejavnost, s katero lahko zaposlimo starejše, da razvijajo spet malo ročne spretnosti, ki so najbrž že malo tudi zaspale. Alijani Kržan, ki je Krkina prostovoljka že vrsto let, je bilo druženje stanovalci v veselje. Zadovoljna je bila tudi z odzivom. Danes je enkratno, imamo res tako lepo. No? Tudi jaz sem v tem času malček izoblikovala, kako jih voditi, kako da jih spoznati z glino, tudi tako, da nimajo kakšnih predsodkov, jaz ne znam, jaz tega ne zmorem. Tudi sama sem šla preko tega, ker nisem jaz lončar po poklicu. Najprej sem otrokom doma pomagala in potem sem to nekako prenesla za to starost primerno. Naši stanovalci zelo radi ustvarjajo, tako da jaz mislim, da je že tudi sami izdelki so odraz tega, da zelo uživajo in ob tem se še družijo, tako da so zelo v pričakovanju tega dneva in jaz mislim, da je to zelo ta humanost in prostovoljstvo je zelo dobrodošlo in bi si želeli večkrat takih delavnic in tudi dnevov. Vsi vemo, da je z zaposlenimi v domovih vedno težava, da nas ni nikoli toliko, da bi lahko se razdali toliko našim stanovalcem, kot bi oni to želeli in takšno število ljudi dodatno omogoči to, da je šlo danes toliko več ljudi na sprehod, da so videli okolico, kako vse cvete, bili so zelo zadovoljni in zato smo res zelo hvaležni in veseli in v imenu stanovalcev rečemo, da se že zdaj veselimo naslednjega leta, ker upamo, da nas bodo spet obiskali. Krkini prostovoljci so dom starejših občanov Krško obiskali že 10. Sicer pa so v minulem tednu izvedli več delavnic in aktivnosti. Različnih akcij se je udeležilo več kot 1000 prostovoljcev, ki so darovali kri, zbirali oblačila, obutev in druge potrebščine za Rdeči križ in Karitas, zbirali hrano za zavetišča za živali ter se družili s starejšimi in otroki. Predvsem je pa namen tega tedna, da spodbudimo mlajše generacije, kajti prostovoljstvo je Krki razvito že vse od ustanovitve. Že generacije pred nami so pomagale preko različnih organizacij oziroma same individualno se vključevali v to pomoč. No in zato smo se odločili tudi, da to organiziramo, da bomo spodbudili mlade in vsako leto se nam pridruži več kot 100 mladih krkašev. Se pravi, da nekako zbudimo to empatijo in skrb za sočloveka pri naslednjih generacijah, da se nadaljuje ta tradicija. Krkin teden humanosti in prostovoljstva je sicer potekal v 18 državah, kjer imajo podjetja in predstavništva.